Jaz bi vsekako rekel, treba imeti nekaj poguma, včasih pač poskusiš, včasih uspe malo boljše, včasih malo slabše, ampak sigurno pa, če se malo pripraviš, raziščeš tržišče, danes je ogromno informacij dostopnih na spletu, potem zelo zožaš to svojo tarčo, na katero ciljaš, pa dosežeš večjo možnost uspeha. Ja, jaz mislim, da na tujih trgih so tri zadeve izjemno pomembne. Eno je, da velika zamujena priložnost je merjenje zadovoljstva naročnikov. Se pravi, net promoter score, zadovoljstvo, zvezdice, kakršenkoli rating ali pa povratna informacija kupcev, potrošnikov, uporabnikov platforme, jaz mislim, da je izjemno pomembna. Zaradi tega, ker imajo različni trgi zelo drugačno dojemanje pa percepcijo naše nakupne izkušnje, blagovne znamke, vsebine. In po mojih izkušnjah, vsaj tisti moji naročniki, ki so nastopali na tujih trgih in so zbirali te povratne informacije, so dobili ogromno uporabnih idej, nasvetov in komentarjev, na podlagi katerih so izboljševali uporabniško izkušnjo. Druga zadeva je, da je treba meriti, kaj se dogaja na spletni strani pred nakupom, zaradi tega, ker ko gremo na tuje trge, ko smo nov brand, ne bojo transakcije prehajale na prvo žogo in je treba nekako drugače ocenjevati, kdo je primeren uporabnik, kdo si ogleduje produkte, kdo jih dodaja v košarico, kdo je izkazal nek interes. In ta zadnja zadeva, ki jo pa jaz priporočam vsem novim podjetjem ali novim podjetjem sploh ali pa novim podjetjem na enem določenem trgu, je pa, da je treba čim prej začeti ločevati obstoječe kupce in nove kupce. Zaradi tega, da na obstoječih delate na drugačen način z e-maili, z lastnimi kanali in da je vsa ostala investicija oglaševalska usmerjena izključno v pridobivanje novih kupcev, ker je rast na novih trgih na tak način precej hitrejša. Najprej vsekakor domača naloga, to pomeni vedeti čim več o vsakem partnerju, o njihovih lastnostih, njihovih željah, odkriti ključne odločevalce in pa biti čist sproščeni, pa za čistim jasnim ciljem, da na koncu lahko zmerimo, ali smo dosegli cilj ali pa ne. V bistvu je vedno sprejeto ok, seveda precej naših konkurentov poskusi z nekim protiargumentom in potem znajo reči na trgu, ja, kaj boš uporabljal ta material, ki je iz neke vzhodne Evrope. Seveda se mi tudi srečujemo s tem, da ljudje ne poznajo Slovenije zaradi majhnosti, ampak v bistvu je potem vedno prišlo do tega, da ko so malo pogooglali, malo pogledali, so malo bolj razumeli zadeve. Malo je treba pa komunikacije.